Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Danes bomo govorili o zanimivih stvarih, ki se tičejo nas vseh. Ne samo nas, tudi naših potomcev. In še preden nadaljujemo s tole tematiko, a ste si kdaj zastavili vprašanje, kako bo zdravstveni sistem, kako bo medicina izgledala čez recimo 100 let? No, mi smo to vprašanje zastavili dr. Tatjani Jaklič Kitič. Pa poglejmo, kaj je odgovorila. Res je, ja. Tehnologija je zelo velik napredek prinesla tudi sami medicini. In medicina je bistveno drugačna zdaj, kot je bila recimo desetletje nazaj. Tako da razni diagnostični pripomočki so že skoraj splošno dostopni in so že takšnih velikosti, da so tudi mobilni in jih lahko s sabo prenašamo recimo tudi na teren. Primer ultrazvoka. Tako da v bistvu vnaprej je mogoče pričakovati samo to, da bo to še napredovalo, da bodo verjetno kakšne nove tehnike, nove tehnologije uvajane, ampak je pa težko to napovedati. Tako da si nekako kot napovedovanje tega ne upam, ampak sigurno bo šlo v smer, da bojo naprave bolj prijazne, manj škodljive, bolj dostopne in da bojo morda tudi, da bomo odkrivali tudi nekatere bolezni, ki jih zdaj ne moremo, zato ker pač takih tehnologij nimamo. Super. Takole, tehnologija bo vsekakor napredovala tudi na tem področju, čeprav se je kar za vprašati, kaj se pravzaprav dogaja. Tehnologija napreduje, hkrati pa je vedno več bolnih, predvsem s takimi težkimi boleznimi v porastu, so avtoimune bolezni, rakava obolenja in tako naprej. No, vsekakor je zanimiv podatek leta, ki pravi, da bo leta 2050 najpogostejši vzrok smrti pravzaprav tisti, ki bo posledica nekega virusa, ki je odporen na bakterije, na antibiotike torej. Skratka, tukaj govorimo o tem, da človeštvo peljemo v pretirano sterilizacijo in v odpornost tudi na antibiotike. No, zanimivo, ta vzorec lahko vidimo pravzaprav tudi v živalskem svetu. Sami veste, kako so se recimo insekti prilagodili na insekticide, na pesticide in tako naprej. In tudi mi se prilagajamo na antibiotike. Antibiotik pomeni proti življenju. In če boste zdaj rekli, imam to srečo, da nikoli nisem potreboval ali pa vsaj dolgo časa nisem potreboval zaužiti nobenih antibiotikov, sem zelo zdrava oseba, naj vam povem, da jih kar precej dobimo ravno preko hrane. In če jeste meso, tolikokrat govorimo o tem, če že izberite slovensko, izberite lokalno, torej da se ta zadeva ne vozi toliko in toliko časa. A vendarle, kdo bi si mislil, koliko je antibiotikov ravno v mesu? V Sloveniji porabijo 22,4 mg antibiotikov na kilogram mesa. V Španiji 317 mg na kilogram mesa. Na Madžarskem, od koder uvozimo večino poranjega mesa, pa je poraba antibiotikov 230 mg na kilogram mesa. Tudi Avstrija, ki nam je večkrat za vzgled, ima porabo dvakrat višjo od Slovenije. Mnogi pravijo, da je realno še bolj črna in ne glede na to, kdaj ste prejeli zadnji recept za antibiotike, jih v telesu prav gotovo imate. Koliko antibiotikov ostane v zaužitem mesu in drugih živalskih izdelkih in koliko jih zaužijemo z vodo, ker vsi antibiotiki tako ali drugače prikončajo v podtalnici. Antibiotik pokonča vse nezaželene bakterije, vendar pri tem za daljši čas poškoduje lastna obramba telesa, torej ubije dobre in slabe bakterije. In potem je jasno, zakaj se vedno več govori o probiotikih.
Probiotik namreč okrepi naravno obrambo telesa in mu pomaga premagati vsiljivca. Krepimo dobro, da se dobro brani proti slabim. O probiotikih se sliši vedno več je ponudnikov, ki ponujajo jogurte in nas preprečujejo krepčilni moči ponojenih. Kmalu pa bo farmacija nadoknadila zamujeno, a vendar bodite pozorni pri izbiri ustreznega probiotika. Klepet ob kavi priporoča probiotik z vsaj 20 milijard sevov na eno samo kapsulo in najbolj optimalno 5 različnih sevov. Torej, veliko stvari lahko naredimo prav sami, a vse se začne s tem, da se najprej zavedamo trenutnega stanja. Moj oče, zadnjič sva govorila, pa je rekel, kaj se to kar neki zadnje cajte tu govori o probiotikih, pa prebiotikih, pa antibiotikih, pa ne vem kaj še vse. Mislim, kakšni mikrobi, pa ne vem kaj, ampak veste, kakšna je realnost? Realnost je, da imamo v telesu mnogo več mikrobov, kot imamo celic. Bom povedala kar natančneje, in sicer imamo 10 trilijonov torej človeških celic, medtem ko imamo 140 trilijonov različnih mikrobov. In v našem interesu je, da imamo v sebi dobre bakterije. Kajti, če imamo dobre bakterije, pomeni, da imamo dobro vojsko in ko pridejo virusi v naše telo, zna telo to samo shendlati. Če tega ne zna in posežemo po antibiotikih, antibiotiki ubijajo tako dobre kot slabe bakterije. In zanimivo v tej krasni, čudoviti knjigi, ki je sicer v angleščini, je tudi dokazano piše, da pravzaprav največ virusov v svoje telo vnesemo preko roke, ki se dotika torej obraza. Ali ko se kašlja, ali karkoli, ne vem, date prste, usta in tako naprej. In najbolj umazan del človeškega telesa pa je torej za nohti. Skratka, čim manj se moramo z rokami dotikati obraza. In tukaj je navedena še ena zelo pomembna zadeva in moram reči, da je to tudi nekaj, kar sem sama začela prakticirati in hitro ugotovila, da to konkretno razbremeni imunski sistem, ker ne vnaša toliko takih in drugačnih stvari. To pa je zelo preprosta zadeva, da si čistimo sinuse. Zanimivo, v Indiji je ta praksa čiščenja torej sinusov zelo, mislim, nekaj vsakdanjega, nekaj samoumevnega je. Medtem ko pri nas ni. Pri njih imajo recimo te posodice, neti, mislim, da se reče, oziroma imajo načine, kako si torej spucajo sinuse, kajti to vse je filter in ta filter, tudi če imate doma kakršnokoli drugo zadevo, veste, da filter morate menjavati oziroma da ga morate spucati. Mi pa naše nosove ne pucamo. Zato je super recimo kakšna ta raztopina, sol z vodo in te zadeve, da mi spucamo, ampak bodite pozorni pri teh razpršilkah, kajti če vsebujejo določene ostale kemikalije, si boste na ta način torej škodili in vsak dan bi si torej morali čistiti tudi naše nosnice oziroma sinuse na takšen način. In zdaj poglejmo, kaj je tisto, kar vodi človeštvo v sterilizacijo. In kot smo rekli, sterilizacija pomeni ni slabih, ni dobrih bakterij, je pa izjemna občutljivost na vse, kar je slabo in telo enostavno tega ne more shendlati, po domače povedano, kar to pomeni, da pride lahko celo tudi do smrti. Zaradi tega torej 2050 leta napovedujejo najpogostejšo smrt ravno to. Torej, sterilizacija človeškega telesa. Najprej bomo tole pogledali. Torej, C-sections oziroma po slovensko carski rez. Tukaj ocenjujejo kar 30% rojstev naj bi tako potekalo. Mislim, da je danes številka še večja. In na takšen način otroci ne dobijo tiste flore, ki bi jo sicer morali dobiti, in ta flora je zelo pomembna, saj bo vplivala na otrokovo življenje. In ne samo to, ugotovili so, da ima otrok
50% več možnosti, da kasneje razvije astmo, katerokoli obliko kožnih bolezni, ravno če ni torej dobil tiste flore preko vaginalnega kanala. In recimo zanimivo je v Avstriji, tudi če je carski rez, uporabijo, mogoče sedaj tudi v Sloveniji, uporabijo torej kakor neko krpico, ker grejo v materino vagino in dejansko otroka pobrišajo s tem. Na takšen način torej pride do tega in ja, carski rezi so ravno zaradi tega ena od poti v sterilizacijo. Poglejmo še ostalo, pripravili smo vam namreč danes kar miselni vzorec. No, naslednja zadeva, ki je, so rutinsko odstranjevanje slepiča. Ne vem, če ste opazili, ampak dejansko se tega počne bistveno manj kot včasih. Ugotovili so namreč, da je slepič zelo, zelo pomemben, da torej ni nek del, ki bi bil kar tam za brez veze, ampak je kot nekakšen inkubator oziroma zlata rezerva probiotikov, dobrih torej bakterij v nas, in če to odstranimo, smo veliko, veliko bolj ranljivi za vse take in drugačne okužbe. In danes torej zelo, zelo redko še odstranjujejo slepič. Če imate torej odstranjenega, potem vedite, da morate poskrbeti, da dobite dovolj probiotične hrane in da je lahko to eden izmed tistih težav, kajti neuravnovešena črevesna mikroflora se lahko kaže tudi kot neke psihične, mentalne težave in seveda tudi mnogo, mnogo fizičnih. Poglejmo naslednjo zadevo. Torej, infant formula, no breast milk, torej veliko težav je tudi, če se otrok, oziroma če se kot otroci, kot dojenčki niste dojili preko dojenja. Prav tako dobi otrok tisto, kar potrebuje, da se mu sestavi dobra črevesna mikroflora, in če tega ni, je torej preveč sterilno okolje, ki pa je zelo, zelo potem ni fajna, zaradi tega, ker smo bolj ranljivi. Potem naslednja zadeva je tudi sterile soil, torej prst, ki je preveč sterilizirana. Sterilizirano prst, pa pravzaprav, zakaj je prst toliko bolj sterilizirana? Ravno zaradi tega, ker uporabljamo veliko, veliko preveč pesticidov, potem teh kemijskih preparatov, takšnih in drugačnih, in tudi zemlja ni več to, kar je bila, potem pa tudi hrana, ki raste v tej zemlji, ne more biti tako dobra, ne more biti tako polna mineralov, vitaminov, in dr. Rudolf Steiner je povedal že leta okrog 1920, ne vem, tam 1900 in nekaj, je povedal, da konec 20. stoletja bo hrana imela samo še sposobnost, da napolni naša želodca, ne pa da zares nutritivno nahrani naše telo, če bomo nadaljevali tako, kot je takrat kazalo. In seveda smo bedaki ljudje nadaljevali tako, kot je kazalo, in danes zares hrana ima mnogo, mnogo, mnogo manj hranil. Imeli smo ta podatek, že večkrat smo ga pokazali, te številke so res grozljive, koliko manj moči ima torej hrana. Če gremo naprej, sterilizacija človeštva, kako poteka, na katere načine? Vsekakor, kot smo rekli, torej je eden izmed načinov so torej antibiotiki. Moram reči, da je danes vendarle manj tega v uporabi. Sama kot otrok pa sem imela kar nekaj antibiotičnih terapij, s katerimi posledicami se ukvarjam, ne boste verjeli, še danes za zadostno količino probiotikov, prebiotikov in vsega ostalega. No, pa gremo na naslednje v našem miselnem vzorcu, poti, ki vodijo človeštvo v pretirano sterilizacijo. Uporaba antibakterijskih mil, antibakterijskih pršil, antibakterijskih krem ubijajo dobre in slabe bakterije. In to je povezano potem z temi super verigami mrse celo in mnogimi oblikami potem tudi dermatitisa in vsega ostalega. Zato, če imate doma antibakterijska mila, antibakterijske karkoli, naj vam povem, to ni nekaj, kar bi vam pomagalo, to je nekaj, kar vam bo predvsem lahko telo škodovalo, zaradi tega, ker ubije tako dobre kot slabe bakterije. Potem imamo klorirana voda.
klorirana voda je kar precejšen problem. Tudi v Sloveniji moram reči, da kljub temu, da se zmeri hvalimo, koliko imamo dobro vodo, jaz vode iz pipe ne pijem več, oziroma to ne pomeni, da jo kupujem, ampak pomeni, da jo pravzaprav prefiltriram preko različnih sistemov in vodo, ki jo pijem, je pa torej tista, poleg izvirske, torej tista, ki jo obdelam oziroma ker gre čez procese, čist iz pipe pa dejansko več ne. No, potem imamo poleg vseh teh ostalih stvari na našem miselnem vzorcu tudi sladila, in sicer umetna sladila. Prav tako nas umetna sladila vodijo v neko tako sterilizacijo, pa poglejmo, kaj se je še znašlo na tem našem seznamu oziroma miselnem vzorcu, ki ga je vsekakor vredno pogledati in dejansko ne samo vredno pogledati, tudi si zapomniti. Torej, kot smo rekli, uživanje nematerninega mleka, to so tiste formule pripravljene, sterilna prst, cepiva, prav tako, ki vsebujejo antibiotike in številne druge stvari. Potem mleko, danes pijemo mleko, ki je povsem sterilno in nima tistih dobrih bakterij, zato če imate možnost, da si torej sami delate rastlinsko mleko oziroma če že pijete kravje mleko, da potem greste dejansko do kmeta in si tam vzamete tisto ta pravo mleko krav, ki se pasejo zunaj, je to seveda dobra ideja oziroma najboljša ideja možna. No, na temu miselnemu vzorcu pa so se pojavile tudi ostale stvari. Zdaj, če še enkrat povzamemo, kaj vse smo torej slišali. Že voda je tudi tista, ki nas pelje v pretirano sterilizacijo, potem rutinska odstranitev slepiča, pitje klorirane vode smo rekli, tudi klorirana voda v bazenih. Ne boste verjeli, jaz sem imela tako slabo izkušnjo v mestu Kuala Lumpur in tisto je bilo, resnično vam povem, zadnjič, da sem se kopala v bazenu. Dobila sem tako zelo hudo infekcijo tukaj zadaj, da pri nogi, da vam povem, kopanje v bazenih definitivno ni nekaj, kar bi si želeli, ko pogledamo malce bolj podrobno, sploh pa ne torej na nekih javnih bazenih, kjer morajo dodati še več klora in še več kemije, da vzdržujejo neko čistost vode. Skratka, veliko je vseh teh načinov in zanimivo, na to se je začela odzivati tudi medicina, in sicer so v Parizu že začeli z raziskovanjem in ustvarjanjem tako imenovanih eligobiotikov, ki delujejo na način, da ubijajo, imajo to inteligenco kot nanoroboti so, da ubijajo samo slabe bakterije, medtem ko dobre pustijo. Ampak, a veste, eligobiotikov, ki jih torej razvijajo v Parizu, ne bomo potrebovali, če bomo imeli dobro črevesno mikrofloro. Kajti, če imamo dobro črevesno mikrofloro, ne potrebujemo nanorobotov, ki pobijajo slabe bakterije, pustijo pa dobre, kajti to bo naše telo opravilo samo. Torej, črevesna mikroflora bo opravila sama in bo rekla, aha, ok, tele se pravi se ukrepijo in tele morajo ven in telo to naredi samo. Kar pomeni, da se bo medicina še bolj razvijala v smeri nekih takih in drugačnih tehnologij, ki pa so samo približki naših lastnih sposobnosti telesa, torej lahko bi rekli celo samozdravilnih sposobnosti telesa, zato poskrbite za svojo črevesno floro s probiotično hrano, naj bo torej bogata in seveda je to tisto, kar rečemo temelj zdravja. In ko nekaj časa delaš na nek način, ti to pač pride v kri in potem ne znaš več priti nazaj do tistega, kar so te učili.